Sončni žarki delujejo preko celega življenja na našo kožo. Posebno, naprimer obraz, dekolte, hrbtišča rok so stalno izpostavljeni. Težava je v tem, ker vsakič, ko smo izpostavljeni, pride do majhne poškodbe in te poškodbe se seštevajo. In z leti, starejši kot smo, več in več je teh drobnih poškodb, ki seveda kasneje pripeljejo do določenih nepravilnosti v delovanju kože. Največkrat to vidimo prva stopnjo, da nepravilno koža razkraja pigment in vidimo takšne rjave lise. Slovenci imamo mnogokrat napačen izraz, rečemo starostne pege. Nobena taka pega ni zaradi starosti, to lahko zelo preprosto se vsak pregleda. Tisti, ki imajo rjave lise, naprimer na hrbtišču rok, so vedno samo na tistih mestih, ki je bila soncu izpostavljena. Če pogledamo naprimer dojke na zadnjico, kjer ni bila soncu, takih pik na tistih mestih ne bo. Potem pa seveda kasneje pride lahko do pravega nepravilnega delovanja celic in te celice se lahko spremenijo v rakaste in na ta način vznikne rak na koži. Torej, starejši kot smo, več sonca smo dobili, več poškodb je in večje je tveganje za razvoj kožnega raka. To je čist pri vseh ljudeh enako. Sami vemo, koliko smo bili na soncu. Več, ko smo bili na soncu, večje tveganje imamo. Zdaj, če imamo pa še svetle oči, modre oči, svetlejšo polt, pa da smo bili večkrat upečeni, je tveganje še večje. Kljub temu, da z leti rečemo, saj kar smo dobili, kar je, zdaj pa tako ne mora nič več vplivati, to ni res. Tudi, ko smo starejši, je pomembno, da se ščitimo proti soncu. Namreč sončni žarki zavirajo imunski sistem v naši koži. To je ko grejo skozi in zaradi tega imunski sistem slabše nadzira potencialno nastajajoče rakaste celice. In če gremo mi na sonce, na eni strani generiramo, torej proizvajamo več rakastih celic, na drugi pa blokiramo imunski sistem, ki zaradi tega ne more dobro nadzorovati rakastih celic, te pobegnejo imunskemu sistemu in rakasto obolenje se prikaže. Tako da, če gremo na sprehod, kar zelo svetujemo, da gremo ven, da smo aktivni, ampak če je sončen dan, posebno rečemo moški, ki so plešasti, dajmo si pokrivala, dajmo se obleči, dolge rokave, tam, kjer pa ne moremo zaščititi z oblačili, pa dajmo se namazati zaščitni faktor in svetujem vsaj 15 minut, preden gremo ven na sprehod in če smo zunaj več kot 2 uri, čez 2 uri še enkrat ponovijo namaz.